otroci, kako ste kaj? Oli tukaj? O ja, spet sem z vami in upam, da je pred vami lepa nedelja. No, danes bomo skupaj seveda zapeli, tako kot to delamo po navadi, in pa poslušali eno prav posebno zgodbico. Zgodbica govori o majhnih lesenih ljudeh. Kdo bi si mislil o lesenih ljudeh? No, zraven teh lesenih ljudi pa je bil tudi Punčinelo, ki je storil nekaj neumnega. No, včasih se nam zgodi, da naredimo kaj neumnega. Bomo videli, kako je to naredil Punčinelo. Zdaj pa bomo skupaj zapeli pesmico, ki nas jo je že naučila Neža, moja prijateljica. Pesem govori o Grandiosu. Grandios! Punčinelo je živel v Vemigvilu. Tako kot tudi drugi Vemiki je bil tudi on narejen iz lesa. Tako kot drugi Vemiki je tudi on bil delo tesarja Elija. In tako kot drugi Vemiki je tudi on naredil kdaj kakšno trapasto neumnost. Tokrat je začel zbirati škatle in žoge. Kako pa je prišlo do tega? In sicer tak eden izmed Vemikov si je nekega dne kupil novo škatlo. Ta škatla je bila bleščeča in čudovita. Z njo se je začel bahati pred drugimi Vemiki in mislil je, da je sedaj najboljši, zato ker ima novo igračo. Drugim Vemikom je govoril: ali ste videli mojo škatlo? Se je želite dotakniti? In bil je zelo ponosen. Tudi pred Punčinelota je prikorakal in mu rekel: mar si ne želiš tudi ti imeti take škatle? Punčinelu se je zdela takova škatla res sijajna. Tudi on si jo je želel imeti. In tak je nadaljeval in vsem v Vemigvilu kazal svojo novo igračo. Vendar na drugi strani vasi je bil Nip. Tudi Nip je imel škatlo. Njegova škatla ni bila nova, bila pa je velika in svetlejša. Rekel je, da je njegova škatla prav tako dobra kot takova. Vendar tako to ni bilo všeč. Utihnil je in jezno pogledal Nipa. Na lepem pa ga je prešinilo. Pohitel je v trgovino in kupil žogo. Tako je imel žogo in škatlo. Nipu to ni bilo všeč. Odpravil se je v trgovino in kupil 2 žogi. Sedaj je bil boljši od taka. Posmehljivo mu je rekel: zdaj imam več kakor ti. Še preden se je tak zavedal, je v trgovini kupil novo škatlo. In Nip je kupil novo žogo. Tak, novo žogo. Škatla, žoga, škatla, žoga. Nip, tak in temu ni bilo konca. Tej zmešnjavi pa je naposled hotel napraviti konec župan. Rekel je: prav neumno se obnašata.
Zakaj bi bilo komu mar, kdo ima največ igrač? Samo ljubosumen si, ker ti nimaš nobene, sta mu odgovorila. Ha, jaz ljubosumen, je odvrnil župan in že se je odpravil v trgovino, da tudi on nakupi zbirko škatel in žog. Na kupovanju so se pridružili še drugi: mizar, tesar, zdravnik, zobozdravnik, pek in ostali vemiki. Vsi so nakupovali žoge, škatle, igrače, da bi dokazali, kdo je boljši. Nekatere škatle so bile velike, druge svetlejše, žoge so bile ali majhne in bleščeče ali pa zelo velike. Vendar tisti, ki je imel največ, se je smatral za najboljšega. Ko so se vemiki tako sprehajali s škatlami ali žogami po mestu, so jih drugi videli. In ko so videli katerega izmed vemikov z veliko škatlami in žogami, so rekli: O, to pa je dober vemik, poglejte ga. Ko so videli katerega z le eno samcato škatlo, pa so si mislili ali šepetali: Ubogi vemik, poglejte tega ubogega vemika. Pučinelo seveda ni želel biti ubogi vemik. Odločil se je, da si bo priskrbel toliko škatel in žog, kolikor bo le mogoče. Preiskal je svoje omare in našel le eno samcato žogico. Pobrskal je po žepih, našel nekaj denarja in si kupil novo škatlo. Vendar to je bila le ena majhna škatla. Odločil se je, da bo prodal knjige in tako dobil nekaj denarja, da je lahko kupil še 2 škatli, eno modro in eno zeleno z oblaki. Vendar še vedno ga nihče ni opazil. Zato se je odločil, da bo začel delati tudi ponoči in privarčeval nekaj denarja za nove igrače. Pa še vedno ni bilo dovolj. Ker je ponoči delal, ni potreboval postelje. Prodal je posteljo in ostale stvari iz hiše. In tako si nabral še nekaj novih igrač. In kljub temu, da je imel že toliko škatel in žog, ga še vedno drugi niso opazili, saj so imeli več kot on. In Pučinelo je videl, kako se drugi bahajo, in je bil žalosten, ker je mislil, da ni dovolj dober. Pučinelo že dolgo ni zatisnil oči. Utrujen je bil, ni se spomnil, kdaj je nazadnje počival. Prav tako ne, kdaj se je nazadnje igral s prijatelji. Njegovi prijatelji pa so ga pogrešali. Njim ni bilo mar za škatle in žoge. Nekega dne mu je prijateljica Lucija dejala: Zelo dolgo te že nismo videli. In prijatelj Splint ga je vprašal: Zakaj se ne prideš igrat z nami? Ja, vsem ni bilo mar za škatle in žoge. Pučinelo pa jim je odgovoril: Delati moram. Njegova edina skrb je bila, kaj bodo rekli drugi ljudje s škatlami in žogami. In naredil je karkoli, da bi jih pridobil čim več. Končno je dobil idejo: prodal bom hišo. Lucija pa je skliknila: To je neumno. Splint ga je vprašal: Kje pa bo živel? Pučinelo ni bilo mar, kje bo živel. Ni mu bilo mar, kaj se bo zgodilo z njim. Le, da bo imel veliko škatel in žog. Nakupil je še škatle in še škatle in še žog in še žog. Ni mogel videti, kot hodi, ko jih je tako nosil v naročju. Toda to ga ni motilo. Ko je hodil skozi mesto, ni videl drugih ljudi. Ni videl, kot hodi. Morda se je malo zamajal in skoraj so mu škatle in žoge padle iz rok, vendar se je ujel. Slišal pa je, kako drugi vemiki šepetajo in sklikajo: Poglejte, poglejte, to je dobri vemik. In to je bilo Pučinelu zelo všeč. Vendar nekega dne pa so se pravila spremenila. Županova žena je dobila novo idejo. Zelo je bila ponosna na svoje škatle in žoge. Na njenih škatlah so ostale etikete, saj jih je kupila v dragih trgovinah. In želela je, da drugi vidijo, kako pomembne so njene škatle in žoge. In ne le to, odločila se je, da bo splezala na vrh svojih igrač in pokazala, da je lahko najvišje in da je s tem najboljša. In tudi drugi vemiki so začeli plezati, nekateri na balkonu, drugi na strehah,
tretji na vodometu in vse posod, kjer so lahko prišli čim višje. Župan pa je zagledal v daljavi goro. Za vasjo Vemikov je stala Vemikova gora. O, tam bo najvišje, župan. Hitro je tekel, da bi prišel s svojimi škatlami in žoge na vrh gore. Začela se je tekma. Zmagovalec bo tisti, ki bo imel največ in bo splezal najvišje. Naloženi s škatlami in žogami so se začeli vzpenjati. Tekali so na vrh, vmes so se spotikali in padali, niso videli pred sebe, suvali so drug drugega, vendar vseeno so šli pogumno in da bi res prišli prvi na vrh. Steza je bila ozka, nekateri so padli, Pučinelo pa je zadnji vrsti sledil ostalim Vemikom. Ni videl preko gore vseh škatelj, ki jih je imel v naročju, vendar je vseeno vztrajno nadaljeval pot. In naenkrat, ko je šel tako po poti, pred njim ni bilo več nikogar. O, mislil si je, sedaj pa sem prvi, najverjetneje sem pred vsemi, še malo pa bom na vrhu, zmagal bom, to, najboljši Vemik bom. Pučinelo pa se ni zavedal, da je pravzaprav zašel s poti in da hodi po drugi poti. In to je spoznal šele takrat, ko se je spotaknil. Začel je loviti ravnotežje, opotekal se je, zibal levo in desno in zgrmel po tleh, z njim pa vse škatle in žoge. Spotaknil se je, igrače so se kotalile po tleh in pravzaprav je pristal v Elijevi delavnici. Ko se je žoga zakotalila do Elijeve mize, se je tesar obrnil k Pučinelotu in mu rekel: Pučinelo. Elijev glas je bil miren, globok in prijazen. Mali Vemik je še vedno ležal na tleh. Rdečica je oblila njegov lesen obrazek. Videti je, da si nosil velik tovor, mu je rekel Eli. Utrujen Vemik se je postavil na kolena, vendar še vedno sklonjeno glavo proti tleh. To so moje škatle in žoge, je tiho rekel. Pa se igraš z vsemi škatlami in žogami, ga je vprašal Eli. Pučinelo je zmajal z glavo. So ti škatle in žoge všeč? Všeč mi je občutek, ki ga zbuja v meni, je odgovoril. In kakšen je ta občutek? Počutim se pomembnega, je povedal Pučinelo. Je ugotavljal Eli, torej si razmišljal enako kot drugi Vemiki. Mislil si, da te bodo škatle in žoge osrečile in da boš zaradi njih najpomembnejši. Najbrž, je odgovoril Pučinelo. Pridi sem, Pučinelo, nekaj bi ti rad pokazal, ga je povabil Eli. Pučinelo je dvignil svojo leseno glavo in se prvič zazrl Eliju v oči. Videl je, da Eli pravzaprav ni jezen. Gledal ga je z ljubečim pogledom, kot vsakokar poprej. Poglej jih, je rekel Eli. Zazrla sta se skozi okno in pogledala na množico Vemikov, ki so se prerivali, suvali s komolci, da pridejo na vrh gore. Opotekali so se, spotikali in drug drugemu želeli najslabše. Ali so videti srečni? Je vprašal Eli. Pučinelo je samo zmajal z glavo. So videti pomembni? Sploh ne, je rekel Pučinelo, ko je opazoval župana, kako leži na tleh in žena koraka preko njega. Misliš, da sem ustvaril Vemike, da se tako trapasto obnašajo? Ga je vprašal. In Pučinelo je odgovoril: ne. Pučinelo je na svojem ramenu začutil veliko dlan. Ali veš, koliko so te stale te škatle in žoge, Pučinelo? Ja, knjige in posteljo in hišo sem moral prodati, je odgovoril Pučinelo. Moj prijatelj, izgubil si veliko več kot to, mu je dejal Eli. Pučinelo se je zamislil.
kaj vse drugega sem še izgubil. In Eli mu je razkril. Izgubil je prijatelje, izgubil je srečo in izgubil je zaupanje vanj. Mislil je, da mu bodo srečo prinesle materialne stvari, igrače. Polomil sem ga, je priznal Počinelo. Je že v redu, je odgovoril Eli. Še vedno si nekaj posebnega. Toda poseben si zato, ker si moj. Rad te imam, nikoli ne pozabi tega, mu je povedal Eli. Počinelo se je strinjal, da ne bo tega nikoli pozabil. Nekaj časa je bil tako tiho, potem pa je rekel: Eli, da, kaj naj naredim s temi škatlami in žogami? Eli mu je predlagal, da jih da nekomu, ki jih bolj potrebuje kot on. In Počinelo se je obrnil, da bi se odpravil domov, in nenadoma se ustavi in zopet reče: Eli, da? In Počinelo pove Eliju: nimam kje spati. Eli se nasmehne in ga povabi, da prespi pri njem. Z veseljem in zelo utrujen se vleže in sladko zaspi. In ta zgodba nas lahko nauči nekaj zelo pomembnega. O tem, da smo Jezusovi in da ni pomembno, koliko daril smo morda dobili za Božič, kakšna so ta darila, ali imamo veliko denarja ali manj, vendar da je pomembno to, da smo Jezusovi, da smo Božji otroci. In to je tisto, kar lahko izpolni naša srca in ne vse tiste stvari, ki so okoli nas.